Dobar dan, dobrodošli na pogovoru z Mojco Kumartej. Tudi, ne samo o njenem zadnjem romanu Kronosova žetev. Mojca, to je tvoje najbolj obsežno delo do sedaj, ne? Prvo delo je bilo Krst nad Triglavom, potem so sledile kratke zgodbe Fragma in potem še Temna snov. Vse so išle pri Beletrini. Se pravi, to je tvoje najbolj obsežno delo in to je, tudi za to delo si bila nagrajena, dobila si nagrado Prešernovega sklada. Po nagradi oziroma v času nagrade se je zgodil tudi ponatis knjige. Še prej. Mene zanima, glede na to, da imaš pestro leto, mi imeli predvsem na nagrado, kaj je tebi in romanu naredila nagrada Prešernovega sklada. Si zaradi tega bolj popularna, bolj bogata, bolj srečna? Kakšne so reakcije na nagrado? Najprej lepo pozdravljam vsi, hvala lepo za vabilo, hvala gledati, da so se uskladili čas, da smo lahko to stvar izvedli, da pred slavim letom smo imeli sploh prvi pogovor o Kronosovi žetvi, ki je bila 20. maja. In bom tudi povedala, da to sploh ni bilo tako naključno, ko sem potem naknadno preverila zgodovinske vire. No, kaj mi je prinesla nagrada? Mislim, jaz pred enim letom sem imela skoraj eno samo nagrado in to je bila nagrada Kristal Vilnice za zgodbo Pod gladino. To je skratka zgodba iz zbirke Fragma. Potem pa se je pač nekaj zgodilo, zdaj je prišlo do neke določne kombinacije in je najbolj prišla nagrada Kučičevo pero za srbski prevod Temne snovi, potem še na Boškovem srečanju nagrada, ki se ji delim z Živalinovim in Lotusem Šparovcem za dramaturgijo in pa še nekaj kombinacije in potem še nagrada še na razgrada. Zdaj, kaj mi povem, se glede na to, da sem samo zaposlena v kulturi s statusom pisateljice, je seveda tudi neka finančna injekcija, ki me vsaj srednjeročno pomirja, da lahko pač delam kar toliko miru naprej. Jasno, že od začetka jeseni, po tem poletju, ko so se glasovi razširili v tem romanu, sem doživela precejšnjo medijsko pozornost, ampak sem se potem, in se potem samo še izpodovalo, da sem se potem odločila 9. februarja grem spet v civil, tako rekoč, saj kar zadeva medijsko pojavljanje, zato da lahko delam naprej. Mislim, nagrada seveda sem zelo vesela, vendar gre za en konsens zelo široke umetniške in kulturne srednje. Hkrati seveda sem zelo vesela tudi odmevnosti romana, glede na to, da gre za zelo kompleksni roman. To ni pač enostavna linearna zgodba in razen mene in mislim, da še par ljudi pred letom mislim, da ni bilo kaj dosti ljudi, saj glede na to, kar so vedeli, zakaj ne bi šlo romanu, da bi bil lahko roman tako zelo bran. Sicer pa je to ustvarjalno moja preteklost, kar me zanima še z romanom, v zvezi z romanom, seveda so še tovrstne predstavitve, zlasti pa se zdaj pogovarjamo o prevodih. Zdaj ne 3 so že pogovorjeni za angleščino, izide letos v Londonu prevod pri založbi Istrus, konec leta, začetku prihodnjega leta pri založbi Geopoetika v Beogradu izide srbski prevod in zdaj smo najeli celo nemško založbo. Ampak seveda, jaz bomo zdaj delati naprej, Če še malo ostanemo pri tem, me vendar zanima, kako se ti kaj ljudje oglašajo. Imaš to vrstne pogovore, kot imamo mi glede drugič. Zanima me, kakšne so reakcije, ti kdo piše, ti kdo pokliče, če govori o tako imenovanih navadnih pravicah. Ja, naučil sem uporabljam tih spletnih mrežij. Razlika, če si to, mislim, je pač v tem, da rabim zelo veliko miru, no? Mislim, seveda nisem pismeljevala tisto, kar počnem. Delam tudi pač publicistiko, še mar spet druge drave. In za pisanje pa resnično potrebujem mir. Hkrati, že leta in leta hodim tudi na vsako leto na festival Ars Electronica in takrat, ko so se ti mediji pojavili in tudi ta socialna mreža, sem bila seveda tako obveščena o vseh možnih posledicah.
Pač enostavno želim neko svojo zasebnost ohranjati zase, no. In niti nimam potrebe, da bi bila kaj zelo močno informirana o tem, kaj v vsakodnevni ravni počno drugi. Tako da edina priložnost so takšna srečanja in seveda, če se kje srečam z ljudmi, bodi si da jih poznam, bodi si da jih ne poznam. Zanimivo je to, da ima roman zelo ekumenske učinke. In sicer zelo dobro se da odzivajo rečemo tako ateisti, rečemo deklarirani ateisti, kot luterani, kot predstavniki Jehovih prič, adventisti, marksisti, pa sigurno sem še koga pozabila, no? Ti skratka združuješ ljudi. Pa, mislim, ne bi bil to moj namen. Namreč, ja, mislim, zdaj, s to trdno linijo Rimsko-katoliške cerkve še nisem imela priložnosti srečanja. Imela sem za ljudmi, ki so pač katoliki ampak bi rekla, so tu bolj odprti, no, mislim, ne vem, ne bi rada nič sodila, no. Ne nazadnje, tukaj v tem romanu se jaz ne opredeljujem pro kontra glede koncepta Boga. Mene pač zanima ta etično-filozofski odnos do sveta. Preko tega obdobja seveda pišem tudi o sodobnosti in o nekih drugih časih, ki se ne navezujejo samo na 21. oziroma 16. stoletje. In skratka, zanima me seveda tudi to obdobje kot čas, ko je prišlo do zelo pomembnih in radikalnih prelomov v načinu razmišljanja. Namreč takrat se pojavijo nove paradigme, ki so doživele zelo močne doktrinarne odpore v znanosti, v astronomiji, medicini, zelo zrazbohoti umetnost. In seveda, mislim, izjemno zanimiv čas in seveda jasno, to je obdobje protestantizma, ki je imelo tudi na našem območju zelo pomemben vpliv. To je čas, ko Primož Trubar in njegov krog poskrbi, da izidejo prve knjige v slovenskem jeziku. Primož Trubar, ki oblikuje slovenščino na ta način, da bi jo lahko razumeli vsi od neukih branjevk do, mislim, to sam izreče, do najbolj učenih ljudi. Mislim, to je ogromen podvig, ne, in to ni bilo enostavno, to ni bilo samoumevno, zato so določeni ljudje, zlasti Trubar na tem območju, tvegali svoja življenja. Kot vemo, je potem konec 16. stoletja reformacija oziroma luteranstvo pri nas doživelo zelo močen protiudarec proti reformacije in stvari so se potem v zgodovini obrnile drugače, ki so zelo dobre že kazali, par se je potem obrnilo drugače. Zdaj vprašanje je, ali bi lahko bilo, bi šlo lahko v tej smeri, da bi si recimo luterani izborili določeno, vsaj nekolično pravico do verske izbire in s tem tudi uporabo slovenskega jezika. Na to jaz potem lahko sicer glasno razmišljam, ampak prave odgovore, oziroma boljše odgovore, bolj utemeljene odgovore lahko ponudijo zgodovinarji, pa tudi med njimi niso čisto avtonomne. No, to je naslednje, kar me je zanimalo. Ti si se posvetovala, ti si imela ljudi, s katerimi si se pogovarjala, ko si pisala knjigo, ki so strokovnjaki za... Med pisanjem nisem govorila absolutno z nekomu, razen da sem enkrat sam poklicala Klemena Jelinčiča v telefonu. Ja, njega mislim se poznala že zelo dolgo. Glede na to, da v romanu nastopajo tudi ljudje in vedela sem, da od začetku 16. stoletja je cesar Maksimilijan prepovedal razseljevanje Judov na tem območju, ko govorimo o notranjoavstrijskih deželah, to pomeni Štajerska, Kranjska, Koroška in Goriška grofija s Trstom.
In glede na to, da se niso uspeli vsaj uradno ne naseljevati na tem območju, Goričkega rahla izjema, sem jih potem upeljala kot državški trgovci. Mislim, to je bil pač neki moj pisateljski izum in sem to preverila pri njem, sem rekla, Klemen, glede na to, da je on največji poznavalec judovstva na tem območju, sploh pa judovstva na področju Slovenije, ampak tudi širše, mi je rekel, ja, seveda Mojca, mislim, ne dam pa to so tudi bili, ker namreč po tej odloku cesarja Maksimiljana je mnogo judov iz Štajerske, zlasti iz Maribora, ko so v Mariborki, so odšli potem v Trst. V redu, ampak ko si pisala, si se z njim posvetovala, zdaj je knjiga zunaj in imela si že nekaj pogovorov, intervjujev, predstavitev, prav gotovo, a si ti je kakšen zgodovinar v glasu, je imel kakšne zgodovinske, ne vem, podtone vprašanja, pripombe, ste imela kakšno debato na to temo s kakšnim specialistom za to zgodovinsko obdobje? Ja, namreč med samim pisanjem se nisem posvetovala, vsaj dialoško ne, z nobenim zgodovinarjem. Namreč prav zgodovina je zame največji izziv. Filozofijo, mislim, to sem si jaz že vendarle v teh desetletjih naredila kar en obsežen bazen z raznorodnimi biotskimi vrstami, ki sem res zelo enostavno počrpila, vsaj kar zadeva filozofijo, umetnost, teologijo, ne zadnje študirala se pač filozofijo. Zgodovine pa res nisem dobro poznala, oziroma je moje poznavanje zelo povprečno. Sem zato morala zelo veliko stvari preštudirati in to je bil kar precejšen podvig. Najprej sem bila sploh domla, a bom sploh lahko to mislila, ne? Vse te, ker nisem se zadovoljila zgolj s tem, da bi poznala določene podatke in potem te podatke med sabo povezovala. Ne, morala se z vse te mase narediti neko določeno strukturo, tudi nek določen konflikt, zaplet. In ta struktura mora biti tudi trdna, da se potem lahko pisateljsko, fikcijsko sprostila. Zato sem med temi študijami, ki sem jih brala, je bil tudi zelo zanimiv avtor dr. Sašo Jerše, zgodovinar. Namreč on je zdaj nadomestil profesorja Simonitija, Vaska Simonitija, on je bil dolgoletni njegov asistent in njemu sem dala pa potem v branje ta roman, preden sem ga objavila. In dva se prej nisem spoznala, pozdravajo ravno ta kronost povezal v eno prijateljstvo in je bil navdušen, dal mi je tudi par takih mikrodetajlov, zato sem tudi dala, ampak tisto, kar mi je bilo najpomembnejše, pa je bil njegov odziv, češ Mojca, to stoletje, tvoje 16. stoletje je moje 16. stoletje. No in po podelitvi Prešernove nagrade sem imela priložnost spoznati tudi Vaska Simonitija, velikega strokovnjaka. Najnega ministra tudi, ne? Tudi najnega ministra in mi je rekel, da je navdušen nad romanom. Skratka, in literarni zgodovinarji in zgodovinarji večinoma dobivam posredne informacije, no, z nekaterimi sem pa imela priložnost resnično govoriti neposredno. Jaz seveda tudi nič kaj dosti vem o zgodovini, oziroma imam turistično znanje. Ateistka sem premalo poznala vseh teh raznih verskih ritualov. To govorim samo zato, da vam povem, da kako sem padla noter v knjigo, kako me je ta knjiga v enem zamahu povlekla, nisem jo mogla odložiti. To je bilo prvo, ker si enostavno nisem sama sebi želela storiti tega zla, da odložim, grem spat, ne vem, kaj se bo zgodilo, naprej pa ni kriminalka. Skratka, se bere prav fajn je brati počasi, oziroma vse prebrati, vse posrkati, ampak hkrati težko je odložiti. In o tem obdobju zgodovinskem ti pišeš na način, ki res odmeva zelo v sedanjost in v sodobnost. In seveda moja prva misel, in ti si mi rekel, da to je hitro razumevanje in branje, takrat je bilo, že takrat smo se Slovenci, ki se tako radi delimo, očitno to ni stvar druge svetovne vojne, bom zdaj zelo banalna za nalašč, ampak smo to začeli početi že davno nekoč prej.
ker ta boj med protestanti in katoliki, ki ga ti v knjigi obravnavaš, je tisti, ki je narod, ki je komaj nastal, takrat v bistvu že delil. Torej, najprej takrat še ni bilo sploh ne pojma narod. Poudarila sem, da za nalaž tako postavljena. Skratka, situacija v 16. stoletju je bila precej zapletena. Če začnem, zakaj je sploh prišlo do reformacije? Do reformacije, ki se je pojavila najprej skusiti na Češkem, ne, je bilo neko predreformacijsko. Gibanje je bilo več naslogov. Namreč konec srednjega veka je prišlo relativno hitre klimatske spremembe, ohladitve. Namreč v srednjem veku je bilo neko obdobje, ki je bilo zelo toplo. In potem je sledila hitra ohladitev. In seveda, posledica tega so bile čisto poljedelske katastrofe, ne, in lakota. Hkrati je po trgovskih poteh iz Azije, mislim, iz okolice Črnega morja, prišla tudi kuga, ki je pobila skoraj polovico že tako upešenega prebivalstva. In seveda treba je poiskati krivca. Zelo priročni so seveda od nekaj Judje, oziroma Židov. Ampak ni bilo to dovolj. Vedelo se je, da tudi cerkev in njeni predstavniki ne živijo tako, kot piše v Svetem pismu. In pojavlja se je potreba po reformiranju cerkve od znotraj in odvod te reformacije je seveda protestantizem, ki pa sploh ni bilo enotno gibanje, ampak so bile tukaj išlo za luteranstvo, ki je prišlo tudi v naše kraje in sicer sploh ne na začetku preko Nemčije, ampak preko Trsta. Potem seveda kalvinisti, cviglijanci in potem je bilo še nekaj takih lokalnih odvodov, ene tudi flaksijance, recimo oni so bili na Koroškem, ki samo omenil, pravzaprav njih vem zelo malo, ne, mislim, po njihovem vodju se imenujejo. Poleg tega so bile še sekte, kot so recimo skakači, ne, tudi v Nemčiji so bili Špringari, ne, med drugim jih opisuje tudi Tavčar. Šlo pa je seveda za to, da, tako kot je protestanti so naredili, da je vsa resnica, Božja resnica v Bibliji. Zato so podarili sola skriptura. Pri recimo teh ostalih sektah, kot so recimo skakači, je šlo pa še za to, da so imeli ta neposreden dostop do Boga. Ne? In še tole pri skakači, da so bili navdahnjeni s tem neposredno Božjo navzočnostjo, tako ženske kot moški, ne? Tako moški kot ženske. Ne? Druga stvar je seveda ta, da do takrat so že 200 leti to območje oblegali Turki in neutralne avstrijske dežele so bile nekakšen ščit, ne samo habsburških dednih dežel, ampak tudi celotnega tega svetega nemškega cesarstva, katerega del so bile habsburške dedne dežele in kot del teh seveda tudi neutralne avstrijske dežele, ki sem jih pač prej naštela, skratka to naše območje. In prav ta nevarnost Turkov, turška nevarnost, je služila kot pogajalsko sredstvo med habsburško oblastjo, ki je imela takrat sedež, neutralne avstrijske dežele so imele sedež v Gradcu, ki so bili seveda katoliki, in deželnimi stanovi. Predstavniki deželnih stanov so bili plemstvo, meščanstvo, tudi del duhovščine, da so pogojevali pravico, oni pa so bili luterani, da so pravico do verske izbire pogojevali z odobritvijo davkov za obrambo pred Turki. Skratka, Turki so imeli tukaj turška nevarnost bila eno zelo zanimivo funkcijo, ne? Da je jačila to teritorijalno identiteto. Ne moramo tako govoriti o NATO, ampak lahko govorimo pač o verski identiteti, bodi si katoliki, bodi si luterani.
seveda obstajala tudi tretja, ki seveda ni bila javna. Ne? To so ti staroverci, ne? Ki so pač pod krinko večino katolikov živeli in med živeli še vse danes. No? Mislim, zdaj je šla ta izvrstna študija Medvešček sprišala. Pozabila sem naslov te knjige, gre za dolgi material o tem, kako so se prakticirala staroverska varovanja na območju Severne Primorske in tudi v območju Bohinja, vse do konca minulega tisočletja. Ampak, ko sem slišala, nekaj celo določeni ljudje še vedno to prakticirajo, pa tudi nekaj za New Age portal. Stoletna, te več tisočletna tradicija, ne? Skratka, verska identiteta, stanovska identiteta, ne? Mora si plemstvo, meščanstvo, kmečko pripadstvo in seveda še ta teritorijalna identiteta, ne? Ki je povezovala Štajersko, Koroško, Kranjsko, zlasti v obrambi pred Turki. Ne? Ja. Zdaj, kar se meni zdi zelo pomembno je, da glede na to, da so luterani, to so bili zlasti meščani in plemstvo, širili luteranstvo s slovensko besedo, je bil stranski učinek, ampak tisti bistveni učinek širjenja luteranstva prav širjenje slovenščine. Prej sem rekla, da smo imeli zidek 20. maja lani prvo predstavitev te knjige, to je bilo ob 20. obletnici Beletrine, založbe Beletrine, in imeli smo v mestni hiši. No in pred parmi meseci sem prišla do tega podatka, da nekako sem ga zvedla, da natanko 20. maja leta 1595 je bil v Rimu na Cvetličnem trgu sežgan slovenski predikant Peter Koplenik. On je bil predikant v Begunjah, Lescah, bil je nekaj časa zaposlen tudi pri baronu Dietrichsteinu v Radovljici. In namreč to območje je bilo zelo luteransko obadano vse do začetka 90. let. Zlasti Bled, Radovljica, Lesce in potem še Kranjska gora, vse do Belopeških jezer, do Fužinov. No, tega predikanta so najprej ujeli tam v bližini Škofjeloke in ga potem peljali v Videm na zasliševanje, skratka v območje Furlanije. In zanimivo se mi zdi to, da je zahteval prevajalca na območju, ki ni veljalo in tudi danes ne velja, sploh ne, za slovensko poseljeno območje, je on na začetku 90. let, konec 16. stoletju, zahteval tolmačenje. Pri tem, da je seveda odlično znal nemško, se je skozi sodeloval s tem plemstvom in z meščanstvom, ampak čisto kot nek določen svoj svetovni nazor in princip, z tega principa je zahteval in smo ga celo najdel človeka, ki mu je potem prevajal slovenščino, iz italijanščino, in potem smo nekako razpustili in smo potem ponovno ujeli, on seveda se ni predal in leta 90 mislim, da se je znašel potem v Rimu, v zaporih, in seveda inkvizicija od njega zahtevala, da se odpove luteranstvu, on se ni želel in 20. maja 1995 ga dejansko se štejo na Grmadi na tem Cvetličnem trgu, kjer so 5 let kasneje seštali Giordana Bruna, tega znamenitega astronoma in humanista, ki je v bistvu zagovarjal teorijo, ki jo danes astronomi absolutno potrjujejo, da je vsaka zvezda, ki jo vidimo v bistvu Sonce, okrog katerega krožijo pač planeti in da so vsi ti planeti naseljeni z življenjem. Pač to je bila njegova hipoteza, to ni bilo v skladu z doktrino, on se tem ni hotel odpovedati. Ja. Mi imamo človeka, ki odlično obvlada oba jezika
in bi se reklo na smrtni poti hoče govoriti o slovenščini, brani to svojo slovenščino. Ja. Se to me fascinira. Mislim, fascinirajo me ljudje, ki seveda za pravo idejo so pripravljeni tvegati. Ampak jaz ne bom rekla, da gre za neka velika tveganja. Predvsem to razumem, da so se pripravljeni predstaviti iz cone obdobja. Ker cona obdobja to je nekaj najbolj škodljivo v resnici. Seveda, pa ne bi zdaj hotela nekaj moralizirati, ampak mislim, proboj je mogočno narediti samo s tem, da človek izstopi iz cone obdobja. Včasih seveda ima možnost, da se odloči, ali izstopi ali ne. Velikokrat se pa lahko zgodi, da je sam prisiljen, da se znajde v nekem takem odprtem in zelo zapletenem položaju. In pa je spet odvisno, kako se pač odloči. In je tudi odvisno, ali je zgolj sam, ki se v tem odloča, ali morda še bližnje, ker verjetno to potegne za sabo, odločitve. Tudi zato v tem romanu vendar jaz mislim moralistično, Ne, sploh ne. Mislim, da so stvari preveč zapletenega. Seveda to romanu dodaja. Pravzaprav ti si že ta okvir širok tega tvojega romana že predstavila. Če gremo pa na sam roman, se mi je pa že takrat v prvem branju zdelo, da je glavni junak pravzaprav čas. Ti imaš veliko glavnih junakov, tistih, ki poganjajo zgodbo, ki peljejo roman naprej, ampak enega osrednjega pa, čeprav se na koncu izlušči, je en od junakov, je pa čas. In zanimivo je tudi način pisanja. Ti začneš pisati tako, kot da bi zdaj, ne vem, z nekakšnim dronom preletela to slovensko območje, z višave, ne vzvišeno, ampak z neke distance opisuješ to pokrajino, tako nas uvedeš v roman. To lepo pokrajino, ta hriboviti, lepi predel sveta in se tako potem iz te distance vse bolj na začetku se zdi, da zelo elegantno in čas vse bolj pristajaš in greš v to zgodbo in v to zemljo in v te ljudi in potem naš, kot ti temu rečeš, spustiš v centrifugo. Potem naš iz tega prijaznega, počasnega tona spustiš v nek tok dogajanja, seveda, pregon čarovnic in potem imaš nek fantazijski, pravlični konec, recimo. Ta struktura se mi zdi zelo zanimiva, ker se mi zdi skoraj tako, da bi bila pisana po pravilih, kako se kriminalke piše, pa ni to kriminalka. Tako da me zanima, kako si do tega ritma prišla, kdaj se ti je izluščil, zakaj se ti je zdaj ravno ta ritem primeren, pomemben za sam roman. Večkrat povem, da preden se lotim, ko imam določeno motiv, vsebino, kako že temo, moram začutiti in zaslišati ritem. To je v bistvu nekaj zelo predpomenskega. In tukaj sem vedela, da bo to sinkopiran ritem. Zakaj na tam sinkopiran? Več imam odgovorov na to vprašanje, pa verjetno, da obstaja še kakšen. Zagotovo je to ritem telesa. Ker človeški telo ima več ritmov, so pač ritmi možganov, potem je ritem krvotoka, ritem srca, potem to, mislim, dokler ne zaslišam tega ritma in ga tudi začutam, se mi zdi, da nekako ne moram vstopati v vsebino in začeti pisati. Zagotovo je pomembno tudi to, da je v tem romanu kar precej glasbe. Namreč ta stara glasba, imenovana stara glasba, mi je od otroštva zelo blizu in to prav pač renesančna glasba, neko zbolj kot barok. In tudi te stvari sem precej dobro poznala in zdelo se mi je, da je ritem tega romana natanko sinkopa. Poleg tega sam izraz sinkopa, ki se pojavi na začetku v prvem in zadnjem poglavju,
od konca srednjega veka pomeni tudi medicinski izraz za to kratkotrajno omedlevico. To je tisto, recimo, če nekdo v zaprtem prostoru pa mu zmaka zraka in izgubi zavest za sekundo, dve. Tudi temu se reče kot sinkopa in prav ta stanje sinkope med drugim doživlja eden od mojih bolj prijetnih in kreativnih glavnih osrednjih likov, Nikolaj Miklaš Bulin, tudi pisatelj. Skratka, ja, ritem. Vedela sem, da to ne bo zgodovski roman, ampak da bo to sodoben roman. Želela sem nenehno ohranjati to pozicijo pisanja in izjavljanja pisateljice 21. stoletja. Tudi to je razlog, da je v tem romanu izpostavljeno tako zelo veliko žensk in da to na ta način, kot so izpostavljene. Če bi pisala to neka druga ženska v tem istem času, v katerem je živela, ali sploh pa, če bi pisala to ženska pred stoletjem, bi bili liki, ženski liki zagotovo drugačni. Ne? Ker tukaj so prisotni, tisti, ki vodijo igro, so moški, ne? Ker je to tudi politični, po eni strani je to tudi politični roman, ja. Če na začetku jih pomeniš kot ženske, so tiste, ki zdravijo, nabirajo zelišča, s tem ti uvedeš določeno slovensko pokrajino, ne? In potem imamo še nekaj ženskih likov. Ja, tukaj izobraženih žensk. Ja. Ne vztrajajo pravzaprav, tisto, kar je skupno. So pa seveda v ozadju, ne? So v ozadju glede na to osrednje dogajanje, pač glede na tiste, ki govorijo o tem, kaj naj bi se zgodilo oziroma kaj se mora zgoditi. Govorimo seveda o politiki. To tudi dva glavna osrednja lika, Nezo Škofje in njegov prijatelj iz otroštva, grof Friedrich, natančno vesta oba, da niti ne gre za Boga, ampak gre za politiko. To je jasna stvar. Ampak te ženske, ki so izpostavljene, imajo pa to skupno značilnost, da vse poganja ta strast do vedenja, do znanja. Recimo, en lik je pojmenovan Tržaška trgovka, ona sama skrbi za svojo finančno asistenco, poleg tega je, da je trgovka in tudi seksualno precej emancipirana, ima pač razmerje z luteranskim županom, Bogom Falken. Ima tudi bogato knjižnico, zelo zanimivo knjižnico. Potem je recimo Grbica, Friedrichova žena, je podpornica glasbe, njuna hči je sploh fenomen, glede na to, da je že od otroštva zanima tako glasba, potem se izkaže tudi naravoslovne znanosti. In tudi to mlado dekle, s katerim uvedem roman, se odloči, da ne bo sprejela pozicije žrtve, glede na to, kaj se ji pač zgodi, ampak da bo pač dala nazaj. Vendar da vedeti, pri tem, ko razmišlja o tem svojem načrtu, ki se je brutalen, ki pa ne bi bil uresničljiv, če ta njen načrt ne bi bil v korist oblasti. Ona se pri luteranskem duhovniku, ki se je potem se vrne nazaj v okolištvo, se nauči pisati in brati in to tako v slovenskem kot v nemškem jeziku. Skratka, večina teh žensk, potem smo se omenjene zeliščarke, babice, ki so bile jasno tudi pogosto tarče prepoznanja herezij glede čarovništva. S tem, da to, kar jaz opisujem po načestnosti razvijete, to je bila moja fikcija, saj prizadeva čarovništvo, na tem območju je bilo največ čarovniških procesov v drugi polovici 17. stoletja, skratka 17. stoletja. In to je potem to popularno kulturo je potem nekako zastavila šele v 18. stoletju Marija Terezija in sicer zahteva, da se mora vsaka obtožba o čarovništvu znajti na njeni delovni mizi. In kar naj ni bilo več čarovniških procesov. Tisto, o čemer sem uživala
Uživala sem v celotnem branju, uživala sem v tem, kako so bili te vladarji spretni, kako so se recimo predvsej posvetovali med sabo in se pogovarjali s tem, kako ne bojo ljudi z davki samo uničeni, ampak kako jih bojo tako nek malo naokrog prinesli, da bo tudi dobro za njih. Skratka, všeč mi je bila ta njihova pozornost, kako bodo ali ne bodo ljudi zmanipulirali, s tem so se ukvarjali, ko so o tem razmišljali, so pokazali vse svoje filozofsko in še kakšno znanje. Se pravi, ne glede na to, kar storijo ljudstvu, se temu temeljito posvetijo. O tem imajo tehtne dolgotrajne debate. Tisti deli, ki so me pa še najbolj navduševali, so pa seveda pridige. Kako se ti spustiš v ta moški, ne samo, pa tudi mačističen svet, in kako v tem njihovem znanju in zanosu uloviš vse te njihove substance in jih v te fantastične pridige spustiš. To sem pa videla skorka v filmu. Kako si zlezla pod kožo in še čez. Tako da mogoče bi bilo, to se mi zdi fascinantno, mogoče bi bilo svojim kaj prebrati. Ja me zdilo, a da rešli še katoliško priliko? Znaš, to je kar pestar, tako da. Da moram povedati to, no, mislim, mogoče se malo ljudi podari, ampak ta roman je pisal tudi veliko ironijo, ne? Je duhovit, ko so mi tu potrdili pač pravci. Ja, ta sofisticiran, dober humor, ne? Ja. Tudi črven humor, ne? Ja, Maja. To, mislim, ali piše skozi žensko ali moško perspektivo, skozi otroka, ali skozi žival, ali skozi robota, ali karkoli, to pravzaprav pri meni ni nič, da bi bilo karkoli laže ali recimo teže. Gre samo za to, da moram to zelo dobro predelati, oblikovati pač ta lik, da potem se imam, jaz sem napisala, čudo, kar nastavim, kar sama na sebe skozi mene stečem. Jasno, temu sledi potem piljenje, brušenje in lovljenje prave temperature, pravega ritma in tako naprej, ampak ponavadi to, kar nastane res v enem kosu, no, enem izlivu, no. Tukaj sta dva visoka predstavnika, mislim, tako bom rekla, dva visoka predstavnika sta katoliška predstavnika. Eden je na začetku, to je Oglejski patriarh, namreč v tem obdobju je bila so bile notranje avstrijske dežele razdeljene na, vsaj kar zadeva to cerkveno oblast. Polovica je spadala pod Salzburško patriarhijo, polovica pa pod Aquilejo oziroma Oglej. Meja je bila Drava. Tako da tudi polovica, mislim, del Koroške je spadala pod Salzburg. To območje pa pod Oglej. In na začetku pride Oglejski patriarh in upravlja to svojo versko, mislim, svojo vizitacijo. In namen te vizitacije je, da pogleda pač, ali cerkveni predstavniki živijo v skladu s temi doktrinami rimsko-katoliške cerkve. Ja? In res sem si jaz teh verskih vizitacij kar nekaj prebrala. Tisto, kar pač sem bila na razpolago, pa da je bilo prevedeno iz latiniščine v kak drug jezik. Na koncu je poročilo verske komisije, ki jo je vodil Tomaž Hren, to je čisto na koncu. On izpelje leta 1600-1601 in potem še kasneje, ampak to obdobje je bilo najpomembnejše, izvede to svojo versko komisijo, hodi po različnih krajih po Sloveniji, vključno s Kranjem, in zahteva od luteranov, da se spreobrnejo v katolištvo, v primeru, da niso pripravljeni, seveda so bili prisiljeni prodati svoje imetje in se izseliti.
Potem pa je še tretja stvar, pa je predikantska kritika, zato pa sem prebrala, ker sem dobila na razpolago pridige Primoža Trubarja in seveda tudi Lutra. In vsaka od teh pridig, oziroma teh tekstov so rahlo obarveni. Recimo to, kar zadeva Oglejskega patriarha, je malo bolj latinizirano, tam je malo patiniran z nemškimi izrazi, medtem ko to poročilo Tomaža Hrena sem pa resnično skoraj v celoti, to je čisto tako prevzela iz sekundarnega vira, je pa namenno tudi suhoparno, tako kot je v tistem sekundarnem viru, ker takšen človek ne bi tudi kar precej bil. No? Zelo birokratski jezik, no, mislim, v tem smislu. No, ne, v redu. Bo prebrala en krajši oblomek iz poročila Oglejskega patriarha Svetemu Sedežu. Ko sem prej omenila. Odpravimo se naprej na bližnje gospodstvo, kjer imamo dogovorjeno preočišče. Stara viteška družina, nižje plemstvo, lojalno deželnemu knezu, me na hitro informirajo pobočniki, ki so organizacijsko pripravili vizitacijo. Njihovi predniki in tudi ti, ki tu zdaj živijo, so se izkazali v marsikateri bitki. Zlasti vitez, plemeniti Jurij, pod čigar sabljo je med obrambo Dunaja leta 1529 pri Koroških vratih v enem samem dnevu obležalo 20 Turkov. Ko prispemo na dvorišče lovskega dvorca in nas grajski vpridajo, so v zagati. A ste že tu? Kako da ste že prispeli? Smo menili, da prijete šele jutri, se širi panika. Personal nervozno drobi mimo nas in se izogiba našim pogledom, medtem pa se vzpenjamo po stopnicah v glavo dvorano, opremljeno z rogovjem kapitalcev, kjer z ene od sten od nas bušči debela svinjska glava. Med posedenjem za okroglo hrastko misel, kljub zaprtim oknim sliši napeto dogajanje na dvorišču, roj človeških glasov, moških, tudi ženskih. Ko svojim pomignem, naj se po dvorcu razpršijo in ga malo prevokljajo, graščak, plemeniti vitez, nervozno vstane, se očitno ne ve, kako bi lahko njihovo nalogo preprečil. Najprej pomislim, da želijo poskriti predikante, a se dogajanje izkaže za bolj zapleteno. Res smo svoj prihod najavili še dan kasneje in to s pojasnilom, da na tem delu poti ni v bližini nobenega dostojnega priročišča, kar pa ni povsem državo. Lahko bi se ustavili v bližnji Kartuziji, ki pa se je, kot slišim, v vseh ozirih spridla in se je v kratkem lotimo posebej, poleg tega pa smo ta viteški dvorec imeli že dve časa na piki. Ali kako naj bo vizitacija uspešna, če bi vizitirancem puščali čas, da se pripravijo in vnaprej poskrijejo sumljive indice, ter se v enem dnevu prelevijo v poštene katolike? No, naj skrajšam. Izkazalo se je, da imajo na tem dvorcu srečne nekakšni odpadniški blazneži, baptisti ali anabaptisti, ali pa eni čisto navadni skakači. Ko sem gospodo malo pritisnil, češ, je bolje, da pri priči izustite vse, kot da sami odkrijemo, zakaj tole gre, vitez gorečo skrati in tako mi postane jasno, da je verjetno sam osebno pospravil polovico v dvorcu razbešene mrkovine, rogovja in divjih svin. Steklenega pogleda začne z visokim piskajočim glasom govoriti o apokalipsi, ki naj bi svet nedavno skoraj pokončala z nekakšnim ogromnim kometom in z obličja zemlje izbrisala večji del grešnega človeštva. Da se to ni zgodilo, so zaslužni prav oni, ki so svojimi molitvami in obredi komet preusmerili, da je zemlja obšel. Dokažite, mu reče. Vera je moj dokaz, odgovori on. A vaša ni prava, uspravlja. Bolj pravšna od vaše, se mi zoprstavlja. Ali ste skakali po ognju in se metali na okoli? Vse to in še marsikaj, odgovori brez strahu in sramu. Kaj naj zdaj pomislim?
saj sploh ne vem, ali so ti skakači nasilni, ali so zmožni potem, ko zaspimo, vdreti v naše sobane in nas poklati kot prasce. Ker sem utrujen, se odločim, da vseeno tu preločimo in ukažem dobro zastražiti vrata spalnice, ki so mi jo dodelili pred vrata in okoli svoje posle, pa da razporediti svoje vojake. Vsak grad, dvorec ali gradič je namreč predpreden s skrinjimi vrati in vratci, v sobanah pa so razpostavljene raznolike skrinje, ki jih odpirajo nevednim očem neopaznim zgodom. Lahko ste povsem brez skrbi, vidite se razbere moje misli. Pri nas ste varni. Nasilje obsojamo, v nasprotju z vami, papisti, ki preganjate drugače verujoče, mečete v zrak templje, molilnice in z domov preganjate luterane. Zanimivo. Kar v luteranom ste se prišteli, da posveče pogledali. Kolikor vem, bi vas oni, če bi imeli malenkost več oblasti, obtožili veščarije in vas še prej kot bi stvrli na vaši željavici, po kateri skačete, se bičete in onegavite. Ste pa naivni, da iščete v protestantih zaveznike. Še sami med sabo imajo strašne nesporazume. Kalvince gredo na žuce luterani, luteranom oni frakcijanci, neumki kmečki frakcijanci pa žucirajo vse. Da pa ste čisto navadni zbrojeni pogani, glede tega imajo vsi omenjeni prav. A pri vas papistih pa poganstva kakor da ni, me Vitez prezirljivo pogleda. Kaj pa vaš škof, Tomaž Hren, ki mašuje in posveča kapucinske samostane v škarlatnem mačnem ornatu, predelanem iz vojaškega plašča bosanskega Berlerbega Hasana Paša Predojeviča? Na to iskreno priznam, nisem imel odgovora. Za plašč škofa Tomaža Hrena, ki mi ga je serviral ta bičar, skakač oziroma vrač, nimam pojasnila. Vem, da gredo v nekih oddaljenih deželah tako daleč, da kako posušeno sovražnikovo glavo uporabijo v svojih obredih, oziroma z njo jahajo na paradah, kot se je to tragično pripetilo balzamiranima glavama vrhovnih poveljnikov vojne krajine Herberta Turjaškega in Friderika Višnjegorskega, s katerima, napičenima na dolgo drugova, je Ferhat Paša po zmagi pri Budački zmagoslavno ukorakal v Carigrad. Toda Osmanovci slovijo kot arogantni in surovi divjaki. Turški plašč Tomaža Hrena sicer ni izreda tako hudih kategorij, a se me ne zdi nič manj poganski od ljudskega praznoverja. To svoje skromno mnenje v poročilu navajam zato, da nemara od vas dobim pojasnilo, kako naj se odzovem v prihodnje, ko mi bodo krivoverci ponovno pred nosem opletali s tem turškim Hrenovim plaščem. Te podatki, ki so tukaj notovenjeni, te dve glavi, napičeni, to je vse res, to so zgodovinska dejstva. In tudi ta turški plašč Tomaža Hrena je na ogled v Narodnem muzeju v Ljubljani. In resnično mislim, so pač iz tega plašča so potem, ne vem, kako ga je zdaj točno podaril, ampak skratka, iz tega plašča, tega pokojnega turškega poveljnika, ki je pač padel v tej bitki, je bil potem narejen mašniški plašč, s katerim je potem Tomaž Hren posvečal kapucinske samostane po Sloveniji, Kučnostim, Krškim, kapucinske samostane. Če še malo stanova pri romanu, potem, ko se ta centrifuga tvoja začne vrteti in vrti na visokih obratih in intenzivno, ko se zgodi ta proces, ki se mora zgoditi v tem prečiščevanju, se potem pravzaprav zgodi fantazijski konec. Ti tvojega in enega od mojih ljubših junakov v tem tvojem romanu, tega pisarja, bi se rekla, pripeleš k sebi domov na Bled. Ja. Naslovnica namreč ni ponekočno izbrana. To je pač solarni sistem. Takrat v 16. stoletju se ta geocentrični sistem, v katerem je središče Zemlja, nadomesti potem
solarni sistem, v katerem je središče Sonce, okrog katerega krožijo planeti, vključno Zemljo. In tudi na začetku seveda, da bo struktura romana prožna, tako kot si rekla na začetku, stopimo v vodu, v romanu, v začetku so te premiki počasni in potem vse hitrejši, dokler resnično bralca samo dogajanje ne vsesa, kot nekakšen sifon in ga potem izvrže na obali Blejskega jezera. Ti fantazmagorični, zelo fantazijski deli so pravzaprav malo pred koncem. Ta konec, ki se zgodi na Bledu, je namerno zelo odprt in ljudje ga berejo na najmanj dva načina. In mislim, da je to tudi tako prav, da se vsak izbere svoj konec. Jaz se tukaj nagibam k temu pozitivnemu, optimističnemu načinu, ker se mi zdi, da si ta junak to zasluži. So pa nekateri, ki se jim zdi samoumevno, da je ta konec predsmrtna blodnja tega glavnega lika. Ampak tukaj resnično pustim odprto. Tudi če, on je na koncu kakorkoli že srečen človek. Absolutno. Tako, kot si sama rekla, takrat pred slavim Bleda, lahko se ga bere tudi kot zaključek filma Brazil. Tako je. V filmu Brazil imajo tistega junaka, ga ujame, ga umamijo vse, ampak on ima privide o tistem, o čemer si želi imeti. Zdaj, ali so to privide, ali je res? V vsakem primeru, tudi če je on zadrogiran, ukleščen, je v njegovi glavi neka sreča. Tako ga tudi jaz berem. Ti si pravzaprav, če tako na hitro rečem, napisala dve deli, ki se zelo dotikata slovenstva oziroma naše zgodovine. Tvoje prvo delo je bilo Krst nad Triglavom, ta Kronosova žetev se do tega dotika, vmes imaš pa kratke zgodbe, nekaj, kar je popolnoma drugačno od Krsta nad Triglavom in Kronosove žetve. Gre pa za temačne, ne samo, predvsej temačne zgodbe, pa ne temačno v smislu vsakdanjega banalnega. Ampak me zanima, kam te zdaj pele. A veš, v teh nastavkih, v tem, kar si ti že do zdaj napisala, so neki nastavki za naprej, se bo to razmerje slovenstva, recimo temu tako tega sklopa, nadaljevalo ali šlo naprej v kratke zgodbe, kam te zdaj pelje naprej tvoje pisanje? Ja, nekaj se mi zgodi pri teh daljših filmov, napade meni nek poveznic, kar mi se zelo zaplete življenje. Namreč v prvem tem romanu, ki je zelo specifičen roman, seveda se navezujem na Krst nad Pisavici. Naslov tega romana je Krst nad Triglavom, tukaj postavljanje v konec drugega tisočletja na območje boginja, ukvarja se s temi klišeji slovenstva. Tudi zelo duhovito. Ja, in skratka, je na nek način ponovitev dogodka, ki se zgodi pri Krstni Pisavici, samo da je poslana v sodobni čas. Zanimivo pri tem romanu je, da temu glavnemu liku, sodobnemu Črtomiru, se zgodi to, da za 2 meseca izgine. Jaz sem postavljala, gre v ta bohinjski trikotnik znameti in on pride nazaj, seveda ima svoj odgovor, kje da je bil, kaj se mu zgodilo. Ampak zanimivo ni to o čem, kar pove, ampak forma. On govori samo še o enesterci. Striktno govori o enesterci. No, ta roman pa pravzaprav ni bil to moj namen karkoli zdaj rečemo razčiščevati za zgodovino slovenskega naroda, tudi slučajno. Jaz sem samo postavila to dogajanje 16. stoletja. To osišče je v tem območju, ki ga seveda poznam, v katerem živim. Ampak v to osišče prihajajo informacije iz vsega sveta v tistem času. Prihajajo iz novega sveta, kar ponašajo pač misionarji, oziroma trgovci iz Azije. Skratka, to postavljam kot neke vrste osišče.
Tudi v teh kratkih zgodbah, ki si jih pač omenila, ja, večinoma se dogaja, resnično so to pač urbane zgodbe, pa ne vse urbane, niso sodobne, no. Nekatere so postavljene tudi v druga okolja, nekatere so postavljene tudi v zelo, so tudi zelo, mislim, zelo specifični, rečemo, pripovedovalci, no, kaj smo omenili, smo zgodbo Jetrnik v Temni snovi. To je prva uvodna zgodba, mislim, tisti, ki ne bi govoril, se potem izkaže, je pač zavest, ki se je skrčila v jedra, ki so nekoč pripadala enemu zelo karakterističnemu biologu, on je podpisal pač pred smrtjo ta formular o delovanju organov in potem ima tudi srečo, da se mu pač na poti na nek simpozij, zleti z ceste, in njegova jedra ostala potem v nekega človeka, ki razmišlja povsem drugače kot on. In je zgrožen in ne more v tem človeku živeti. Se mu zdi primitivc in še prekrit geje, ki laže svojo ženo za to in skratka, in ljudje samo razmišljajo, mislim, kako se zdaj izločiti ven iz teh svojih jeter. Mislim, to je v bistvu zavest, ki je ukleščena v ta še uporaben preostanek telesa, ker ne ostalo, mislim, on predvideva, da se je to zmeri vse skupaj, da so se škavali, da ne pa pokopali kakoli že. Skratka, tukaj je ta obraka logika, mislim, ponavadi znane so te zgodbe, da če nekomu presadijo organ, da se mu lahko zgodi, mislim, to so zdaj pač izkušnje na pomočnih ljudi, no, da imajo občutek, recimo, da se jim je spremenil vkus, ali pa da so dobili zanimanje za njih, da se jim je pojavilo zanimanje za neko stvar, ki v preteklosti ni zanimalo. No, tukaj jaz obrnem situacijo, da zdaj govorimo iz te ukleščene zavesti v nek preostanek njegovega telesa. Zelo me seveda, ne bi rekla, da so ravno mračne vse te zgodbe, ne se tudi dve zgodba, ki je humor, recimo Fragi je več, ja, ne čisto vsod, no, mislim, so določene zgodbe, ki tega ne prineslo, zdaj se pač odločil, da ne. Pa tudi ne nazadnje, recimo, je zgodba včasih Mihael Novči, ki je napisana z pozicije, ko s perspektivo mlade punce, deklice, stara 9 let, ki vedela v družini, ki velja za zelo urejeno, zelo ugledno, da je nekaj zelo hudo narobe. In seveda zgodba govori o zlorabi, spolni zlorabi, ki je doživela ona, njena starejša sestra. Ona seveda je premehna, da bi vedela pravzaprav, zakaj gre, ampak na neki ravni to skuti in zakaj včasih molči, zato ker pač je ta njen namišljen prijateljček, Mihael, je imela različno prijatelja, Mihaela, sošolca tudi, ki pa za bolezni umre in potem pokrani tega svojega sogovornika, ravno da se pogovarja z njim, v resnici se seveda pogovarja sama s sabo, kaj se prav v tem svetu dogaja. Ko pride pa do določenih točk v teh svojih notranjih poslicih, notranjih dialogih, ko pa Mihael odmotne, mislim, ampak ker je pač enostavno premehna. Ampak tudi v tej zgodbi, seveda sem skušala ujeti to razmišljanje 9-letnic, so seveda tudi smešne, mislim, je ironija tudi, mislim, je tudi duhovito kljub temu. Ta kombinacija, tudi če gre za neko tako tragičnost, ne zdaj vedno, ampak vendarle je možno vedno povezati z različnimi elementi. Mislim, nekaj slikovitost, plastičnost je možno, ampak je treba vedno zelo premisliti. Sploh pa sem znala potem, da preden dan cele to pilam in ne dam tudi čovene. Na čem pa zdaj delaš? Zdaj, zadnja stvar, ki sem je naredila, je kratka zgodba za zbornik
ki bo išel mislim na prihodnji teden v času dnevov slovenske knjige. To je projekt Društva slovenskih pisateljev, tema je nadzor. 5-6 avtorjev, avtoric, da si bilo povabili, da smo napravili večkratno zgodbo. To je ena stvar, imela so še neke zapadle obveznosti na področju publicistike in drugih stvari, ki se mi še čakajo od začetka leta. Imam pa zdaj seveda kar nekaj idej za kratko prozo in za eno daljšo formo spet. Ampak še kar naprej povem, da sem izjemno doživela in da ne smem. Razumem, podpiram, Bog ne da je povedati res, ker da nam ničemo stvari v Ja, ne, verjamem to, da če začneš govoriti, se ta napetost, koncentracija začne pršiti. Ker moj princip dela je pa vedno tak, ne dobim motiv in potem se mora to vedno bolj gostiti. In pol dobivati neko formo, preden pravzaprav začne pa pisati. Čim pa se to, se pa lahko pač veliki razpršili. Lahko še kaj vprašate, poveste karkoli, samo ne sprašvati o tem, kar nas da. Ampak reč, če ima to kakšno vprašanje ali karkoli za reči, to dobrodošli. Tu ste se vi ful pogrobila v tole zgodovino, a ne? Koliko sajta ste vi tu študirali? Sam roman sem sočasno pisala in študirala. Vse skupaj pisanja je bilo okrog 3 leta, ne? Ampak jaz dostakrat poudarjam, kar zadeva recimo tisto, kar sem morala res predelati, je bilo zgodovinsko obdobje. In prej in kasneje, zlasti pa pač to obdobje novega veka. Medtem, ko sem imela, kar zadeva filozofijo, teologijo, to sem res z lahko počrpala, ker sem se s tem filozofsko zelo veliko ukvarjala. Tako da zelo intenzivnega pisanja je bilo 3 leta, ja, 7 sem treba delati še druge stvari. Ampak zadnje leto pred dodajo pa res glavno to. Najprej hvala za ta roman, ker meni osebno se že dolgo ni zgodilo, da bi tako uživala v eni knjigi. Hvala. Res. Ena veliko stvari ste že naštela, kaj je prekrasnega. Ena od stvari, ki mi je blazno všeč, so te drobni poskoki v današnjem času, včasih samo z eno besedo zaskljutaš, da je pravzaprav zadeva namenjena današnjim ljudem, a je to tako? Ker ne vem, koliko so se te stvari pravzaprav sploh spremenile. Ja, so se spremenile. Poglejte, mislim, vendarle danes tukaj živimo ženske, moški, se pogovarjamo o nekem romanu, ki je napisala ženska. Takrat so ženske, recimo meščanke, obsojile ravno tega, da se dobivajo, pogovarjajo o stvarih, ki jih ženski možgan tudi razume, ne? Ampak te knjizo škofi se mi zdi, da se niso Knjizo škofi se niso, ta knjizo škof moj je izjemno izobražen. On je res, je zelo kompleksna oseba, seveda moralno, etično je absolutno negativc, ampak hkrati je pa vendarle vizionar, mislim, zelo dobro razume, kako oblast deluje. Je ta preplet ene genialnosti in ene absolutne etične stvarjenosti. Če pa naredim primerjavo s sodobnimi slovenskimi politiki, noben ne služi do kolena. Mislim, da če nič škopa, tudi od umetnosti. Mislim, nimam občutka, da imajo na trenutno, da bo to na to. Bi prosila pa predvesa, da mesto preberati. Ne, mislim, da tudi če ste več bi pomagala. Ne bi hodila želela, da delati krivici, no, vsaj... Tako bravuroznega jezika ne slišiš danes. Ne, ampak ne govorim zdaj o tem, kako berejo, kako ne berejo, mislim, sploh, kakšen je pravzaprav odnos sploh njihovo do kulture, do umetnosti, govorim zdaj o naših sodobnih politikih. Mislim, da ne presega večinoma te dekorativne vloge. Neka pripomba je bila, da recimo, da naš predsednik, ki se zelo rad slika in se slika z marsikom in marsičem, se pa prav gotovo s knjigo še ni na Instagramu namreč. Tako da bi se hvalili za knjigo z umetnostjo, ne. Zdaj, ali jo zelo leposumno čuvajo, dvomim, skratka, to ni več tisti prestiž,
To ni potrebno spremljati, ni potrebno poznati, ni potrebno brati, to ni več pomembno z njihovega zornega javnega kota. Ampak ne bi hotel zdaj tukaj generalizirati, seveda pa so nekateri, ki vendarle verjetno berejo, pa ne mislim. Pa Rode je menda pol načita, ne? Ja, Rode je menda zelo načitna oseba. Ja, to sem tudi jaz slišala. Ja, in ima tudi zelo rad zgodovino in ja. No, samo glih on, meni res odkrito, rečem, da glih, ravno nanga me ta Knjižoškov najbolj spomenim. V tem prostoru. Ja, ker je tudi najbolj izobražen med temi crkvenimi dostojanstveniki. Mislim, on je vendarle ena zelo široka oseba, ne? Mislim, ne samo, da pozna filozofijo, teologijo, on ima rad Baudelairja, ne, sem gledala pogovor, ki ga je vodila Vesna Zemlja. Po originalu se gledali. Normalno. S Bogom se pogovarjal v španščini. Meni pa dobro, tako bila za heca, ne? Ampak res mi ta kulinarika noter, ki je vpletena za strupitve. Mečkan, ta trenutek sem se spomnil, mogoče to obrobna tema, ampak verjetno treba nekaj vedeti tudi o tem, kakšna je bila prihrada takrat. Točno. Pa malo kot kriminalka diši po tem, kakšen strup je to nek bil, recimo, pa kdo ga je podtaknil, no dobro, ampak to ne bo skrivno, zato da je ta napetost malo večja. Ampak res je pa zelo lepo, zaživ ni upisan, ker to je verjetno namenoma zato, da ostane ta, bi rekel, kruto dejanje, tako, da bi bil avreolo. Ampak to miranje je pa zelo natančno popisano, s temi bulami in tako naprej. Pa tudi z opijem, kaj je blažil bolečine. S črno neko smola. To dejansko ste mogli vedeti, da se to pravi. Ja, sem gledala. No, lepo, da smo to omenili, počasno pozavamo in bolj zgodovine se bi nekaj treba predelati materialno kulturo, mislim, vključnost kulinariko, čisto konkretno povedati, lahko povem. Tam nekje leto in pol pred izdajo so še imeli na moji nekaj nedeljnikov krompir. Pa sem jaz vključno premestnem krompir pogledati in se mora ves krompir ven vršiti. Lahko bi ga pač v tem času bi ga lahko ustregla inkvizicija v Španiji. Na to območje pa absolutno še ni prišel. Pride šele stoletje, dobro stoletje kasneje. Tako da se mi morala vse te ajrove kaše, da nisem te stvari. Potem sem se ga malo gledala, kakšni so bili takrat te delniki. Te medicina naturalis, to je moj koniček. Te stvari, kar malo poznam, čisto malo gledam na internetu in tako naprej. Te gobe, zamrtvaške trobete, mislim, da lično korekten izraz, vse daš dosti bitne, posušene, črne trobete jim rečemo, ampak ljudski izraz, ko se jaz spomnim iz otroštva, je bil mrtvaške trobete in to me je fasciniralo, neizmerno pojesti mrtvaške trobete. Mi jih nikoli nismo delali doma, ampak vedela sem, da se uporabljajo za zločine. In tudi, ja, tako kot sem rekla, mislim, kakšno teh stvari, teh receptov se nisem pokaj kaj, bom rečeno, ampak sem se spisala, da sem videla, da sem nekako prosto zgledala. Ja. A krompir je Terezija uvedla? Točno to, ja. Krompir je Terezija uvedla, ja. Do takrat ga ni bilo. No, recimo, na koncu je čokolada, To se pa takrat, to me je pozoril Saša je še, ta zgodovina, veš, kakva čokolada, to je mišljeno skozi. Se rekel, glej, prvič ni mišljena kot čokolada v tablicah, čokolada v tej svoji zvoni, obliki, ki sem hvala povedala možnost poskusati v Čapasu, v njeni domovini, v Mehiki. Tam naslovno je išla v Guadalajari, v Mehiki, in ko sem se malo podašala pač to potovanje. To so neke kocke, čokoladne, in noter so ogromno nekih teh začin. In to se potem prevre in to je pač ta izvorna indijanska čokolada. In potem sem našla podatek, da je v Gradcu prva omemba čokolade tam nekje 1603-1604.
No in potem mi je Staša rekel, dobro, glede na to, da imajo tvoji liki res izjemno dobre zveze, ne? Od španske inkvizicije do prelet, ne ti bo da čokolad. Skroke. Čisto konc je, ga vzame dobro. Kaj so pa ribeži bolj jedli, recimo mesa praktično niso, ne? Ja, to so bili te kaše, mislim, pred krompirjem, recimo, je bil nadomestek kostem, recimo, ne. Ja, kostem so povedali Rimljani na tem območju, ne. Za te kukor, da nekaj pilove. Prvo so razne te kaše, ne, zelenjave. Takrat se je žil, je prihajalo tudi olivno olje, ne, preko teh povezav z Italijo. Seveda, nekaj je bilo tudi mesa, nekaj je bilo seveda tudi tega tako imenovanega ravšica, ne, ki je tudi imel noter, ne. A sol je bila že? Ja, to je že prepomne. Ja, mislim, vendar v resnici to ni bilo tako zelo daleč, ne. Mislim, te poti so bile zelo dobro upeljane do obale, ne. Ja, seveda. Ne, sploh ne. Pa seveda, ribe, krapi so se zelo veliko jedali, postrvi, ribe, te... Sladkorja ni bilo veliko, ne? Ne, sladkorja pa ne, to pa v glavnem med, ja. Ja. Ja, pa ptice pevke so vedeli. Sem te zaščitila. Ja, pač tisto, kar se je dalo, klestek, ne. Ampak vem, da recimo vsi ti, ki so plemstvo, tudi nižje plemstvo, ki je imelo en, pa tudi če bi tak manjši dvorčič, pa je bilo zelo modno imeti zraven en ribnik, no. In noter pač krape, ko si imel pač slest, ne. Ja. Kako pa da vas toliko zgodovina tako vleče, ne? A ste kaj razmišljala o karmi, ne? Da ste nam mogoče, kaj zdaj, te smo življenje, kje tam, kje tam ne, ako da ste imeli kakšne probleme z inkvizicijo, ali pa ja. Zelo lepo razmišljati, ampak kaj, a veste, gretek stvari so zelo odprte, ampak kaj pa, če je bilo obratno? Glede na to, s kakšno lahko sem jaz ti dialoge, s krizo škokom, sem se uživela v te brutalne like, kaj če moram jaz tukaj to poplačati in lepo kot ženska, to se lepo popisati. Da se takšno poplačati se to. Ker res je, da o teh moških, oziroma, ko oni govorijo, pridiga to zelo strast. Ja, pa tudi moram reči, da sem izjemno uživala in da je izjemno lahkoto, no. V meni je malo krščanskega, ampak me je skoraj obšla misel, kako lahko v nečem takem greš. Na tak način uživam, recimo, v teh pridigah. No, te so šlo bolj izjemno privezna oseba, ne, mislim, ja, seveda, prav neka naslada. Ja, ne, on je pač tak lik, ne, on je ta lik Savoja, pa Solinovski, oziroma se je kontinuiteta teh briljantnih, brutalnežev, ne, v zgodovini, ne. Ne vem, na ta odgovor resnici ne vem, mislim, na to vprašanje, mislim, ne poznam odgovora. Tudi jaz sem se dosti vprašala, kaj je ravno jaz v tej temi, vem, kje se mi je to zgodilo, ne. Pred 8 leti sem imela rezidenco v Krepsu, to je spodna Avstrija, eno uro od Dunaja, severno. Tja sem šla direktno iz Ars Elektronik, iz festivala Svobodne umetnosti tehnologije v Linzu. In v tistem mesecu, mogoče ta nikoli, no pravzaprav do takrat nisem tako zelo intenzivno se zavedla in tudi začutila te kontinuitete bednosti iz dane zgodovine in potem vse do danes. Ampak hkrati sem se tudi zavedla, da gre za kontinuiteto teh prelomov in hkrati odporov do vsega novega, ne? Da je to zgodovina, da nikako nikoli ni šlo za to fluidne spremembe, ampak da je vsaka nova ideja, zamisel, vse je naletela na odpor. Bodi si večji, bodi si manjši odpor in da je to pač neka geneza te vednosti, no. Takrat se mi to zgodilo, mislim, takrat vem, da sem pojela tudi dosti, mislim, da sem obiskala te znamenite samostane v
Bližini Gottfried Stift, ne, ker je bil eno takih, to so pri samostalnem v srednjem veku, so bile seveda crkvene inštitucije, ampak hkrati so bili to centri vednosti. Knjižnice, zdravo tudi Melk, recimo znamenitih samostan, ki ga omenil Eko tudi na imenu Rože, to je pač 20 metrov stran od Kremsa. Potem so tam prepisovali pred izumom tiska, so prepisovali in prevajali dela od antičnih avtorjev, raznih, ne. Ukvarjali so se s botaniko, skratka, mislim, znanstveni centri so bili takrat. Sploh ne zategnem, recimo tam v Ameriki imajo zelo lepo tako reželijo. Ko sem pisala o teh fantazmah, ne za škofovih, mislim, tam mislim, da imajo neke res indijanske pogoni, palme, res prav. Spodbojevalce. To so bile reželije, pač tam so imeli nasade teh citrusov v enem delu. Ja. Znajo so že, pa še vedno znajo. Ja, ne, mislim, to je bilo zelo mogo te to vrsti samostane, to dominikanski, benediktinski, ne. A vi ste zbrila drugač? Ja, ne, bila sem rojena v Ljubljani, živela sem tudi v Ljubljani, tako pred 15 leti, pa sem začela že v Bledu. Očitno družina je izgleda, ja. Očitno bi stvari izhala, tako zdaj že tako. Ne vem, enkrat sem nekje slišala ena razlaga, da ko pride na Bled, da se čist druga dimenzija tam odpre. Pa je res bolj pravična, ti zbohinski faz pa tam, ne? Tako, čist ena taka druga, ne vem. To je čist stvar, precej cesto, Bled in Bohinj poznam že od majhnega. Mislim, Bohinj je, vsebuje več nekaj preseneči, tam se lahko v 15 minutah vreme tako spremeni, pade, mislim, stebni se, pade megla in sploh ne veš, kje si, če si te nekje bližini. In zato sem že parkrat spredile. Zdaj že poznam te oblake, kako... Ja, a bo drž, daj, da bo... Klimatski sistem ima. Ja, veš, to se pač naučiš, ne, ker veš točno, kako se temni, zdaj tudi na Bledu vem, s kjere strani se temni, s Primorske, okej, ali pridem pač s tem Kranjsko-Gorske in Hrvaške, ne. Ja. Nič drugače, se paleolitiko govoriti, da si pomagati, ne, jaz smo šlaki vedo, pridejo po recimo. A pa, če sem prav razumela kakšnih kritik, tako da bi se kdo čutil pa zadetna, tega ni bilo zelo. Ne, da bi jaz vedela, ne, da bi vedela, ne, ampak seveda predvidevam, da tudi vse ne pride do mene, ne. A so kakšni posebni viri, iz katerih ste črpali, pa bi jih tako izpostavili? Ja, jaz priporočam zbornik, ki ga je uredil, če ga zanima konkretno to obdobje, ne. Če se zretočil samo na zgodovino, ne, dobro, omenjam seveda Platona, Descarta, mislim, tudi če koga po imenu ne omenjam, mislim, to smo bili navdih tukaj zlasti pri Nikola Miklavžu Paulinu, pri Knezu Škofu seveda Platona, ki ga res precej dobro knaz, nisem se mi ukvarjala, še nekaj druge stvari. Ampak recimo, kar zadeva sama obdobje 16. stoletja, je pa zbornik, ki ga je uredil dr. Sašo Jerše in je, mislim, okrog 80 avtorjev, ki se lotevajo tega obdobja, vera in pozavljala sem. Ampak če boste tipkali Sašo Jerše, boste našli to zagotovo. Potem je napisal tudi spremno besedo k enemu avstrijskemu zgodovinarju, ki se ukvarja s tem obdobjem in to je šlo pa v CF založbi, če se ne motim. Arno Štromajer, pa je tudi nekaj spremna študija. Seveda Vasko Simoniti, definitivno. Potem je dr. Štuhec, on se ukvarja predvsem s 17. stoletjem, mislim, da je nekaj malega tudi 16. ki se ukvarja z materialno kulturo v tem obdobju in tudi s pismenostjo, recimo konkretno, kaj so imeli plemstvo in meščanstvo
v svojih knjižnicah, koliko so znali pravzaprav svoje jezike. Če se večkrat spustiš v te, malo pobrskaš recimo po Kubisu, se kar najde, no? Zelo zanimive zgodovinske študije. Ampak tudi po muzejih, pa po Nuku ste tudi tako brskali, tako za temi starimi? Ne, tukaj ne, ampak bila sem posmila rezidenci v Gradcu pred 2 letoma, decembra 2014. Takrat pa sem šla v deželno knjižnico in seveda ta deželna knjižnica ima med drugim tudi dano tudi v Biblijo, ne. To sem si pregledala, tak, iz 1484 je svoj odkor. Pa dal mi je ta bibliotekar še nekih par knjig na pogled. Seveda je bilo vzame to malo težko brati, to niti ni, to je v frakturi napisano v tej pisavi. Ampak vendarle, mislim, sem malo z vsem prebrala, da sem bila občutek tako. Spomnim se ene knjige zelo zanimive, ki je išla leta 1601 in 1601 govori točno o tem, kako so pregnali luterane iz Gradca. 1600 več poleti morajo zapustiti, tudi v knjigi morajo luterani zapustiti Gradc in večina njih gre potem na območje Romunije, ta zahodni del, severozahodni del, ne, tam se potem naselijo in pol se nagrejo ta val Koroška, Kranjska, skratka počistijo. Še nekaj to vprašam. Kaj pa recimo dobro, ta roman Gostota, ne, on sega tudi v tisto zgodovinsko obdobje teh kmečkih uporov, ja. Mislim, da pa tudi neke usporednice se mi zdi, da ima tudi opisuje usodo teh ljudi, ne, pa preganjanje, pa tako naprej. A je mogoče kakšna usporednica tudi? Jaz romana nisem dala, film sem gledala. A, film? Film mislim, da posnel konc 70, začetek 80, ne? A ne? Jaz sem spomnil, da je bil... Jože Gale. Aha, ja, na te Gostote, ko se jaz spomnim, so naseljevali v bistvu potem prebežnike, med drugim, ki so prihajali, ki so bežali iz Otomanskega imperija in so se potem začeli naseljevati na teh tekmovalnih Gostotah na obrobju notranjskih dežel. In od konca 15. stoletja, potem pa 16. 17. stoletje, so se naselili zlasti te področje Krško, Bela krajina, Čičarija, Obala, Koper. In to tako begunci, ki so bili katoliki kot pravoslavni, ne. Tako da je to tudi zanimivo obdobje migracij, ne. Po eni strani je seveda šlo za migracijo z konca 15. stoletja, ko so morali ljudje zapustiti Granado in so se potem umikali proti sveti deželi, tako piše koncu, so nekateri pa zagozdili večinoma, no, kar v Bosni. Takrat se začne oblikovati ta zelo močna sefardska skupnost, ki govori ta sefardski judovski jezik ladino, ki je nekakšen antikut, oziroma ki je možno primerjati z jidišem, ne. Aškenazi pač so imeli jidiš, sefardi ladino in to je jezik, ki se je ohranil v Sarajevu vsaj do 90 let prejšnjega tisočletja. Mogoče so danes, no, mislim, vedno mi je govoril Klemen Jelinčič, ko se je vozil s tramvaja po Sarajevu, tik pred vojno, da je slišal ladino na te jezik, ki so podobno španščini, ampak ima nekaj pač izraz podobno, kot pač vidiš, ki ima pač nemško strukturo, ali ima ogromno slovanskih izrazov, vključno s to besedo pogrom, ne. Prej ste omenila Žide pa Jude, ne? Ja. Se pravi, do 90-ih let, do 2000 se je govorilo Židi, zdaj pa naradoma, zdaj so pa to Judje. A je to zdaj politično korektno? Sem meni jasno, zakaj je to? To sem jaz vprašala Klemena. Ja. On je meni referenca in mi rekel, lahko praviš boje. Gre samo za to, ne, da Judje je pač simbolizuje na Judejo in je uveljavljen v tem germanskem, v teh romanskih jezikih je pa pač izhaja pa Židija, ne. Ampak
No, se je prav začel uporabljati pred 15 let, striktno praktično sožitje, ne sliši več starši ljudje, ne? Ja. On je meni rekel, oboje je pravilno krčeš. Ni razlog zadej. Verjetno imajo drugi kakšne zadrže glede katerega poimenovanja, ampak... Jaz sem samo slovenčine, ne? Ja, v nemščini so Juden, ne? Čus. Ok, pa še drugo vprašanje. Ko bi se lahko primerjal vaš roman z imenom Rože? Ne v tem neposrednem smislu, ampak v smislu, da se na en kreativen način na zgodovino gleda, da se to malo premeša, da se to in ustvari pa eno tako novo vrednost. Skratka, en kreativen odnos do zgodovine. Meni je ta roman izvrsten. Jaz sem ga brala pač pred, že 10 let nazaj, ne. Mi je bil res odličen, ne. Zdaj, s čim vse se človek, oziroma avtorica okuži v življenju, niti ne veš pravzaprav, ne. Recimo, zdaj sem brala Bulgakova, ampak stvari, ki jih še nisem brala. Jaz se spomnim pravzaprav, da mi je ta mojster in Margareta mnogo bolj ostal, ne. Nekje se mi je osidral, ne, zagotovo Eko, zagotovo tudi Bulgakov. Sploh, ko sem brala zdaj pred par leti, da sem umirala, sem podsmehla ravno za tega, ker ima ta ironičen jezik, pa tudi za samo ironijo, mislim, odličen se mi zdi. Vedno me zanimajo, no, mislim, da se lotevaš kot avtor, lahko tudi zelo ostrih, zelo takih trdih vsebin, no, ampak to z eno elegancem, no, to me je bilo vedno tisto, kar me je fasciniralo, rečemo, pri ruskih avtorjih, pri Dostojevskem, pa tudi pri tovrstnih avtorjih, kot je recimo Bataj, ali pa rečemo pri ruski avantgardi. Ravno ta, preveč enostavno povedane zgodbe v žargonu so malo premalo. Mislim, meni popravki. Mislim, to, da mi pa ni blizu bilo, da ste pisali. Jaz sem pa brala to vašo temno snov, ne sicer vse zgodbe, ampak tista mi je ostala v spominu, ko se dva skrivata, ne, in on gre smučat, ne, in pol on umre, ne, in pol tisti grozen občutek. Tako mi je ostalo to v spominu, ali to mogoče kakšna resnična dogodka? To je verjetno po milijon različnih dogodkih, mislim, take situacije. A veste, ne sploh ne gre za to, da se meni kot avtorici vse zgodi, Bog ne deje. Ja, pa tako živo je opisal, tako da kako je to grozno, da tako pomisliš, ne pišeš, da bi se res to zgodilo. Ja, mislim, se mi zgodi to, da mi je zlasti pri kratkih zgodbah bi kdo rekel, pa kako to veš, ali pa kako si pa to vedela, ne? A si to osebno? Ne, nisem osebno, ne, ampak stvar mislim, tega umeničnega uvidenja tam to, da si bolj senzibiliziran, no, za stvari, ki se pač zgodijo in da znaš tudi, bolj si presedati, bolj si na nek drugi način, ne. A veste, obstaja ta kliše, da so umetniki nesrečni, ne. Gre za to, da imajo več teh čutil, no. Mislim, če tega nimaš, mnogi ljudje se ukvarjajo z umetnostjo in kulturo in tako naprej, tudi če tega nimajo, ne. Ampak jaz pa verjamem, da vse to moraš imeti, no, jasno, da ni pa to glih enostavno. Jaz vem, da kadar pišem kakšne take da so recimo kakšna mračna zoprna tema, me lahko kar, mislim, me napolne to, pa potem, ko je končano, v redu je končano, ne. Mislim, tudi jaz sama doživim, podoživljam, no, konkretno to, kar ste, mislim, ta groza. Ja, mislim, kako koliko je to pomembno, da imaš ti, kako to povedal odnose, kako ni več povrat. Ja, vem, se lahko zgodi, mislim, ta razprtost življenja, to, da se lahko življenje prekine, ta možnost vedno obstaja. Tega ne veš pri 20, pri 20, še pri 30 mogoče ne, takrat se meni že začel dozdevati, da smo umrljivi. To je, nenehno je to, čisto blizu je. Ja, zdaj, v vsakem trenutku, ne.
Jaz bi prej vprašal, ko ste rekli prevodi, so že v igri kakšni prevodi, nisem čisto v kaj angliščino najbrž. V angliščino, ja, bo šlo pri založbi Istros Books. To je londonska založba, je že nekaj slovenskih knjig prišlo, Gabriela Babnik se zdi, zagotovo Gabriela Babnik, potem sem ga tudi Vojnovič, Duša Šartor za Mitri, Evert Fliser, Fliser mislim, da je izdavljeno. To prevaja Rory Grau in se zelo vesela, da smo se dogovorili z Roryjem, ker je odličen prevajalec in delava pač kako si on pa pošilja svojemu lektorju te založbe v London in tako. V srbščino bo prevedla Ana Ristovič, ki je že prevedla Temno snov in bo šla tudi pri isti založbi Geopoetika v Beogradu. To naj bi šlo konec letošnjega leta ali pa na začetku prihodnjega, skratka v enem letu. Zdaj, za nemško založbo, to je še dosti sveža novica, no, sem slišala, da je dogovorjeno, ampak dokler se ne bojo stvari čist uredile na ravni papirologije, bom še večkrat pač prevedla, no. Pa še dogovarjamo se v zvezi z... To je tisto, kar je dogovorjeno. To namreč hotel sem, če bi o teh čejih govorila, ne, pa mi Zoran pa prehito, ne. Eko je umrl, ne, ampak mislim, da bi bilo zanimivo branje za, ne. Vaš roman. Ampak ste lih lani, pa nismo očali. Kakšna smola, ne. Ja. Še to bi, no, recimo tudi, ko, ne vem, Mejka v enem časih, se mi zdi, ne ima, dopuščate bralcu, da je eni stvari skeptičen, da si misli, opa, tole pa, sej fikcija romana, ampak da je tole pa tako za lase prevlečen, ne. Pa ne tako direktno za lase, mislim, ampak da se ne zdi verjetno, no. Ja, seveda vedno, da možnost postaja, ja, da se kakšna stvar ne zdi. A se vam ne zdi, kaj je verjetno? Ne, sem tako, no, mislim. Ne, seveda, ja. Recimo... Ker tega ne poznamo, no. Vi ste veliko žili to, da veste, kaj se dogaja, kako večina od nas ne ve kaj dosti od tega. Zdaj ve več, no, ampak z vašim romanom, ampak tako, no. Ja, ampak gledajte, vendarle je tu leposlovje, ni tu žanrski zgodovinski roman, ne. Pa znanstveno delo, kakorkoli. Ni tu niti ne znanstveno delo, nima tega dokumentarističnega, ampak želela bi sem, da je ta okvir zelo točno, ne. Mislim, zanimivo je tudi, da mora se tu misliti, da se jaz te glave napičene, hole, to spisli, ne, to je resnično, ne. Oblašč je resničen, kar nekaj takih stvari, ki delujejo čisto izmišljija. Recimo, imam en primer Davk na Svetlavo, ne. Ne, ni bil v tistem času, ampak bil v 18. letu, pa je bil. Mislim, da je bil v Velsu in v Angliji, ne. Idiotska zadeva, ne, ampak koliko se nam danes zdi, recimo, neki davki, ali pa recimo to, ki smo vsi vedeli zdaj na meji, ne, da mislim, bojo ti poostrene kontrole, da bo to na ure in ure podaljšalo, ne. Vsi smo vedeli, razen zgleda, drusni vedeli, kaj sem kaj. Ja, se tisto branje prej bilo prav fino, dobi človek občutek, da je prišel Juncker v Slovenijo vprašati, če delamo prav, ne. Ja. Tako je uni vizitator, ne, prišel iz Ogleja, ne. Tle nekino. To so te sodobne. Da je bila tampon cona. Evo, zgodovina se ponavlja, ne. Zdaj spet nekaj tazga, ne. Ja, pač ta obramba pred temi turškimi upadi, vmes še kje pač Hrvaška, tam zgor Ogrska, ne. Ampak je pa tako, no, mislim, ne bi bila jaz tukaj pesimistična, no, mislim, je bilo pa to zelo prevetreno. Vse bila je provinca, ne, ni bil to zdaj rečemo Dunaj, ni bil to London, Pariz, Amsterdam, Bologna, ne. Niso bile to za te znamenite italijanske državice, ker je vse koktelo umetnosti, ampak je bila pa izjemno pretočnost. In tukaj smo izmenili dan prav, da so bili, mislim, ljudje so potovali od zahoda proti vzhodu, iz severa proti jugu, mislim, v različnih stvarih, še tam sem morala, zato da sem lahko pravila to besedo pogrom, ki je iz Vidiša, ne, to mi je pač, sem prosila Klemena Jelinčiča, ne,
mi veš, ta besedo lahko hranaš, ne, samo more priti v tem času, more priti z Polske, ne, pa se more trgovce z Polske potem nadaljne. Tudi so času s prikazovanjem Marije po svetu, ne? Recimo je Ja. omenjena v tvojih. Marija de Guadalupe je neomenjena pri UNESCO, to je mehiška zavetnica, zavetnica Mehike, namreč ne bi se prikazala indijanskemu kmetu Juan Diego 1534, ampak kult Marije je bil pa seveda uveden šele Marije, prav poimenovana Marija de Guadalupe, v 17. stoletju, mislim, staro stoletje kasneje. Ne. Zato tukaj samo na tej ravni zgodbe omenjam prikazovanje in potem je to zgodba, ki pluži to ljudstvo, ki sliši to zgodbo, se mi zdi blazno zanimivo. In seveda, oglejski patriarh ve, da so to zgodbe, ki zanimajo ljudi. Zato jim tudi govori o Marija, o kačah v novem svetu. Mi se seveda zdaj tako napihne, da je tako straš. In ljudstvo seveda, mislim, tako bolih je strah, da se tega tako ne navečem. In pa začne seveda samo se mišljevati pa videti stvar. To gre naprej. Jaz si ne moram pomagati, da sem nekaj kratkega prebrala iz tvojega romana. Tisto meni je ljubo, ki sem jo večkrat že uporabila, ko sem kaj napisala. Če vam kdo reče, Slovenci, eni čisto navadni hlapci, ste za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, takrat, ljubi Slovenci, z obema rokama primite v lesene platnice in svinjski leder zvezano Biblijo in ga vsekajte z njo po betici, da se nikdar več ne pobere stvar. Toliko slovenskih besed, toliko besed, ki bi jih razumeli, za kar se morate zahvaliti svojemu rojaku Juriju Dalmatinu, niste vse svoje zgodovini nikoli imeli. S pridom jih uporabljali. To je predikatske pridike, ne? S tem protestantske, in tukaj seveda sem se navezala na Cankarjev poslovnik. In sicer Cankar v Hlapcih v Jermanovem usta kroži naslednji stavek, če še nedavno sem razmišljal o obdobju reformacije in prišel do zaključka, da polovice poštenih ljudi bila pobitih, polovice je bila pregnanih. Tisti, ki smo ostali, ne, smo potomci te smrtljive, surove drhali. Ta podatek, ki ga on Cankar položi tendenciozno Jermanu, je netočno, popolnoma napačno. Večina protestantov, luteranov v slovenskem prostoru je konvertirana. Meščani skoraj vsi, plemstvo se je na začetku 17. stoletja res. Ni bilo nobenih bratomornih pokolov in klan. Enostavno so se pač zaradi ekonomskih pritiskov uklonili, no? In so pač konvertirali. Mogoče sem navidezna, ne, v duši pa so mogoče še zmeram bil uporni. To je tudi zanimivo, to je zanimivo vprašanje. Na ta način se tudi konča moj roman, ne. To nižje plemstvo, ne, pri kateri živi moj lik, ne vidi skoro, da so katoliki, sam še vedno sprejemajo predikante, ki prihajajo z drugih delov in imajo na skrivaj še vedno ta obhajanja, kot vemo domova, mislim, so še vedno luterani v srcu, ne, kot se temu reče, ne. Da pa je ta Biblija res trdne lesene platnice, svinjski leder, se vam pozanimala v Gradcu, ker je pa niso. In v tistem trenutku, ko je on hodil do mene s to Biblijo, v tistem trenutku sem mislila, da se to je res knjiga, ker res tako človek vse kaštukari, ampak to isto on izgovori, ko mi jo da, in se mi zdi to tako, ta fajn, mislim, mentalni preplet, ne, ki se ga vela s tem človekom, ki se piše Kostanšek, kot omaž sem kar pomevala tega svojega kveta notr, Kostanšek, ne znam srpinsko. Ampak videl, ki iz stoletnih preteklosti izvirajo, pa ne ve točno, ali zune Kostanjevice, ali zolenske Kostanjevice. Ve pa, kaj to Kostan je, ne, mislim. Pač, ker so se pa že stoletja pred tem, mislim, ker Gradec je recimo zelo mešan, ne. Ogromno je enih priimkov,
ki pa so že stoletja tam izvenijo zelo slovansko. No, si v Berlinu, ni nič kaj, v Berlinu je tu zelo veliko slovanskih klinikov. Ker seveda, mislim, to je meja med tem germanskim in med slovanskim svetom. Uradni jezik je bil pa takrat nemški? Ja, seveda. Nemški. No, ampak pogledajte, če bili Slovenci res taki hlapci, mislim, se ne bi slovenščina ohranila, ne? To se pravi, smo le uporniki, evo, bilo je podrugarju dost, a ne, tih Slovanc pa to, a ne, smo ohranili svojo kulturo in vse, če bi bili taki hlapci, bi propadali, pa nismo, a ne. Ja, lepo je to zamišljati, tista izraz gorenjska trdna, ne, da svoje furaš, pa tudi če navidezno se boš oklonil, a ne, ampak ne. Ja, meni se ta stavk, no, ta stavk je netočen, ampak tudi to za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni. Mislim, to je največkrat citiran stavk iz slovenske literature. Ampak meni se ti zelo problematičen, ne, ker da se ti s tem stavkom identificiraš, ne, mislim, zanimivo se mi zdi, s kakšno lahkoto ljudje, ki tukaj živijo, pa ne bom zdaj rekli slovenski narod, ljudje, ki pač živijo v tem prostoru, s kakšno lahkoto operirajo s tem stavkom. Ta stavk je nevaren. Ampak pogledajte, hlapec je Erneka, ne? Ja. Ko pravi, hlapec je. Ampak pa poznate konc knjige, ne? Kaj je on na konc naredil? Pole ni bil ta hlapec, ampak je bil upornik, ne? Kaj je vse požgal, ne? To se pravi, to ni hlapčevsko, ne? To je čisti upornik, anarhist. Ja, skoraj smo več načinov, ne? Ja, različno. Ampak da se identificirajo, to se pravi, da ni pisan na kožo, ne? To je problem. Tukaj me je Jedrt vprašala, ne, mislim, kaj se je zgodilo v tistem obdobju. Ne gre samo za to, kaj se je takrat zgodilo. Predvsem so zanimive interpretacije. A veste, če vi berete zgodovino Slovencev, ne, mislim, zelo dobro so delala obdobje, recimo 20. stoletje, 19. ne, pomlad naroda in tako naprej, tudi 18. Ampak do takrat se je pa tako zelo hitro pridemo, no, mislim, obstaja zanimiva literatura, ampak v širši, strokovna literatura, ampak v širši zavesti pa tega obdobja v resnici ni, ne. Ne nazadnje bi se tudi ta prostor imel renesanso. Da je imel renesanso, se v bistvu uporniki dosti govorili, ampak če se omejim samo na glasbo, ne, v tem prostoru je nedavno v tem obdobju, in to na Gorenjskem, no, ko se je pač na območju Radovljice, je deloval komponist Borzanis, on je bil prvo iz Italije, iz Apulije, bližnji Barja, in je šel potem s eno od teh plemkin, ki se je poročila na Poljsko, je šel pač v njenem spremstvu na Poljskem, ampak potem mislim, da klima ni ustrezala, ni bila všeč Poljska in se odločila, da se bo vrnil nazaj. Ampak se je zavozil v Sloveniji, mislim, v tem prostoru, no? In je bil potem tvorni komponist in tudi glasbeni pedagog v radovljiški greščini, pri Dietrichsteinih, pri očetu in sinu, potem je še v Gorici za eno plemstvo skomponiral neke zadeve in imela sem priložnost lani to na festivalu stare glasbe v Radovljici slišati, ne. To je vrhunska glasba, tudi vrhunski izvedbi, ne. Ampak čisto kompozicijsko, ker to muziko res poznam iz tega obdobja, to je bilo popolno na svetovni ravni, no. Tako da tudi ta prostor imel svojo renesanso, no. Ni bil zdaj to, mislim, Italija, ni bil niti Graz, ne, ki je imel, v katerem, v Grazu so namreč takrat zelo veliko renesančnih stavb zgradili. Mislim, v renesansi so veliko stavb postavili, ker so pač deželi in stanovi vabili arhitekte iz Italije, zato ima Graz zelo veliko renesanskih dejansko. Ampak, no, nekaj pa vendar je bilo. No, se so tudi avtori te razstave, ki zdaj v Nuku, v 500-letnici, poudarjajo, da je to neverjetno, kaj je bilo takrat napisano v 50-ih letih. Hiperprodukcija, ja. Pa vse na roke. Če gledaš dan Tinovo Biblijo, kako je to narejeno. Kako je to delo vloženo. To je malo zavedamo. Ja, ne, absolutno, ni to dovolj v tej zavesti. Se tudi 31. oktober, ne vem, se buče postavljajo,
se žurira na mesto, bi kaj drugega. Premalo. Tako da si naredila veliko dela s tem romanom. Jaz na to opozarjaš in nas na to spominješ. Jaz sem zelo uživala v tem, jaz sem se zelo veliko naučila skozi ta roman, pa tudi zelo sem uživala, no? Ampak zelo veliko sem dolg poletja, pač pol leta, par mesecev preden sem dala, no? So še vedno pomagane, gospod uspela, pošle poleti nekako sem dobila občutek, da je to to. Čestitam, Mojca, hvala za ta roman. Hvala, Edert, tebi za moderiranje. In hvala vam, ker ste prišli. Hvala.